Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Proračun občine je temeljni dokument vsake lokalne skupnosti. V njem je zapisano, kako bo občina porabila denar, ki ga občani preko davkov in prispevkov zberemo za delovanje občine. Predlagatelj tega dokumenta pa je vedno župan. Tomaž Vencel, dobrodošli in pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Proračuna za letošnje in prihodnje leto ste se lotili pripravo tega dokumenta že takoj po izvolitvi. Zakaj toliko časa? Je to tako zapleteno? Ja, če povem, po prvici smo se ga lotili že malo prej, v bistvu že tam konec poletja. Pa ne same sestave proračuna, ampak projektov, ki bi jih uvrstili v sam proračun. Ja, po sami izvolitvi pa smo konkretno zagrezli v to pripravo in pač nekako sfiltrirali tiste projekte, ki jih glede na finančna sredstva lahko v proračun za leto 2023 in leto 2024 tudi umestimo. Formalno ste vedno predlagatelj vi, župan. Pri pripravi dokumenta pa se posvetujete najbrž s stalnimi porabniki. Tako, kot predlagatelj proračuna je vedno župan, ki je tudi odgovorna oseba, v bistvu, ki odgovarja o sami izvedbi tega odloka. Pri samih projektih, ki jih pa po našem statutu v proračun tudi umešča župan, se pa pač pogovorim bomo rekli, iz občinsko upravo, se pravi, vidimo, katere so tiste stvari, ki so nujno potrebne. Pogovorimo se iz zavodi, oziroma zavodi nam dajo svoje plane in probamo čim več tistih stvari, ki so res potrebne, umestiti v proračun. Potem so pa tukaj še krajevne skupnosti, iz strani katerih tudi dobimo želje, bomo rekli potrebe in jih probamo v čim večji meri spet umestiti v to finančno strukturo, ki je pa vedno, bomo rekli, podhranjena. Proračun sprejema občinski svet, ki ga obravnava v dvofaznem postopku, dvakrat pravzaprav, in dvakrat je ta dokument tudi na vseh odborih in komisijah občinskih. Rezultat tega vsega skupaj pa je sprejet proračun. Ja, tako je. Se pravi, občinske proračune se sprejema dvostopenjsko, s prvim in drugim branjem. Med prvim in drugim branjem so seveda še določene ponovadi korekcije oziroma spremembe ali zaradi, bomo rekli, nekih amandmajev ali zaradi samih potreb oziroma neke napake, ki se ugotovi, da je bila narejena pri pripravi prvega branja. Ja, tako, tudi pri nas smo imeli dva branja, zdaj po drugem branju imamo proračun sprejet. Dovolj je navadna večina. Dovolj je navadna večina. Moram pa reči, da glede na trenutne finančne razmere in razmere v svetu, ki so zelo nepredvidljive, sem prepričan, da bomo morali letos, če ne prej, vsaj že začetek jeseni, narediti en rebalans proračuna, ki nam bo nekako korigiral te postavke. Vemo, da se stroški, predvsem materialni stroški, no bomo rekli, so se drastično povišali, tako da ja, čakajo nas problemi, jaz ne rečem izzivi, čakajo nas problemi, in ki jih bomo morali pa aktivno in spotoma reševati. Pripravili ste dvoletni proračun in tako je tudi sprejet. Zakaj za 2 leti? Proračun se sprejema za vsako leto posebej. Se pravi, sprejeli smo 2 proračuna, za leto 2023 in za leto 2024. Predvsem je pomembno, recimo sprejeti proračun za 2 leti, da lahko ti nekako vseeno vnaprej planiraš, kaj bodo tiste najpomembnejše stvari, ki jih boš v naslednjem letu nekako tudi probal izpeljati. In da na podlagi tega lahko potem tudi nekako iščemo vire financiranja, se pravi razni razpisi, ki bodo, oziroma upam, da bodo, čeprav trenutno kaže, da bo država še kar, bomo rekli, varčevala v prihodnjih letih, ker pač tudi za vse državne stvari sredstev zmanjkuje. Seštevek obeh proračunov za obe koledarski leti pove,
da boste razpolagali z 38 milijoni evrov. To je rekord. Ja, nekako je rekord. Čeprav se bojim, realnost je, bom rekel, da proračun nikoli ni 100% izpeljan, zaradi tega, ker so prije do takih in drugačnih sprememb oziroma tudi ovir pri sami izpeljavi teh projektov. Moram reči, da od teh sredstev je slabih 10 milijonov je pridobljenih strani države, tistih, ki jih dobimo pač skozi glavarino. Vse ostalo pa so drugi prihodki od, bomo rekli, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do omrežnin, ki jih dobimo plačanih iz strani komunale oziroma upravitelja tega javnega omrežja in ki jih ta sredstva komunala pobere skozi plačilo položnic, do, bomo rekli, približno 250,000 sredstev iz koncesije na igre na srečo, ker smo na srečo, bomo rekli, sosednja občina Nove Gorice in tako naprej in tako naprej. Vedeti pa moramo, da so pa odhodki pri samem proračunu pa tudi enormno veliki. Bomo rekli, večina sredstev gre praktično za družbene dejavnosti oziroma, bomo rekel, socialne transfere. Samo, da si prebivalci samo predstavljajo, recimo, delovanje vrtca nas stane več kot 2,5 milijona. Se pravi, recimo na prejšnjo leto dobrih 450,000 evrov več bo dala občina za samo delovanje vrtca. Potem pa imamo, recimo, kaj vse občina plačuje, to bi bilo zanimivo, da bi enkrat predstavili vsem prebivalcem, šolski prevozi skoraj da 600,000, plačila domov starejših občanov ljudem, ki nimajo svojih sredstev, približno 250,000 evrov, 200,000 pomoč na domu, dobrih 100,000 za tiste prebivalce občine, ki so v raznih varstveno-delovnih centrih in podobnih specialnih zavodih, pa sami programi športa, sami programi mladinskih dejavnosti in tako naprej in tako naprej. Tako da na koncu bomo rekli, ko pokrijemo vse tisto, kar nam v bistvu predpiše država, imamo bore malo sredstev, s katerimi lahko potem razpolagamo in rečemo, to so pa tiste sredstva, s katerimi bomo, bom rekel po domače, nekaj naredili. Ja, proračun mora biti uravnotežen, se pravi prihodki in odhodki. Tako. In ko vam zmanjka prihodkov, za odhodke najamete kredit. Sedaj v letu 2023 naj bi občina najela za dober 1,100,000 evrov novega kredita, za odplačevanje že najetega kredita iz prejšnjih let pa za anuitete namenila 500,000 evrov. To so resne obveznosti. To so resne obveznosti. Je pa tako, da bomo rekli, razen peščice občin, ki imajo to srečo, da imajo res, bomo rekli, dohodke višje, strani države, strani raznih koncesnin. Bomo rekli, določene občine v Sloveniji, bomo rekli, da dobijo samo koncesij raznih Luke Koper, jedrske elektrarne, razne podobne stvari. Dobijo recimo samo od koncesnine toliko, kot dobimo mi celotne glavarine od države. Tako da ja, na koncu je vedno v proračunu, bomo rekli, kot dohodek so tudi krediti, vsaj pri nas in v večini slovenskih občin. Poskušamo pa glede na višino kredita, ki je bila dovoljena skozi sprejeti proračun, tega kredita čim manj počrpati. Se pravi, da ne gremo na to, da porabimo vse tisto, ampak če se pokažejo kakršnikoli drugi viri vmes, probamo te druge vire izkoristiti, ne pa tega kredita. Je to prva rezerva, ne? Tako. Sicer so količine kreditov za občine omejene strani države. Ne? Tako. Ne morete neomejeno najemati sicer to je statistika, pa statistika, jaz nisem bi rekel, tisti, ki se najbolj ozira na te statistične stvari, ampak vseeno moramo reči, statistično občina Idrija je trenutno še
kar precej podpovprečno zakreditirane napram ostale slovenske občine. Smo, mislim, da tam nekje okoli 120. mesta, kar se tiče zakreditiranosti. Ni pa moja želja, da smo na vrhu. Ne se to ne razume skozi te kredite, ampak če hočemo do določenih stvari priti, so krediti potrebni. Upam pa, da glede na to, kar nam je občinski svet dovolil skozi odlok, bomo tega uporabili čim manj. Najemate pa jih pri komercialnih bankah po najbrž najugodnejših pogojih. Kredite se v bistvu vedno se naredi razpise, dobi se ponudnike in glede na tiste ponudnike se potem dobi najugodnejšo ponudbo, seveda. Se pa trudimo, da probamo sredstvo dobivati tudi na Slovenskem razvojnem skladu, ki ima pa še boljše pogoje kot banke. Pri drugim branjem ste poskrbeli za nekaj sprememb v proračunu. Izpisane imam tukaj nekaj postavk, in sicer več denarja za vzdrževanje javnih poti, 20.000 evrov za subvencioniranje avtobusnega prevoza v Idrijsko Belo in celo 17.000 evrov za štipendije zdravnikov. To je najbrž pomemben korak. Ja, v okviru, tam, kar se tiče avtobusnega prevoza v Belo, smo malce prerasporedili v bistvu sredstvo v okviru Krajinskega parka. Mi je pa meni predvsem pomembno to, da smo nekako prišli do tega, da gremo v štipendiranje zdravnikov. Jaz predvsem želim, da zdravstveni dom, ki bo štipendije razpisoval, stvar naredi tako, da bodo ti zdravniki tukaj tudi ostali, ker štipendije so bile tudi že v preteklosti, ampak so potem štipendije odslužili skozi par let tega dela tukaj, oziroma so jih odplačali. Mislim pa, da, oziroma vsaj tako kaže po pogovoru direktorja bomo rekli, študenti medicine z našega idrijsko-cerkljanskega območja, da jih je kar nekaj, ki se vidijo na tem območju in bodo, jaz mislim, da v 2 do 3 letih se bo tudi situacija glede zdravnikov v Idriji poboljšala, oziroma v Idriji in Cerknem. 33.000 evrov ste namenili za subvencije za otroški vrtec, s tem imate že kar nekaj mesecev resne težave. Ja, z vrtci imamo vse občine težave. Razen tiste, ki imajo toliko denarja, da lahko, bomo rekli, mimo metodologije izračuna cen vrtcev, tudi take občine so, se pravi, da se ne držijo metodologije, plačujo določene materialne stroške. Mi si tega ne privoščimo, ker si ne moremo. Moram pa reči, kakor sem že prej rekel, samo delovanje vrtca, za samo delovanje vrtca bo občina Idrija v letu 2024 dala več kot 450.000 evrov več kot v letu 2022. Povišale so se plače, neki se še bodo, tukaj ni dileme. Določeni kadri bomo rekli, v vrtcih so popolnoma podhranjeni, kar se tiče plač, tako da tega nikakor ne smemo očitati, ampak vedeti moramo pa to, da je država dvignila plače na račun občinskih proračunov in denarnic prebivalcev, tistih, ki imajo svoje otroke. Se pravi, vlada se spogaja za višje plače, ki pa jih plačuje občina. Tako. Lepo. Krajevne skupnosti, lansko leto je vsem krajevnim skupnostim na računih ostalo ob novem letu 130.000 evrov neporabljenega denarja, polovico tega, kar v krajevni skupnosti mesto Idrija. Kako komentirate to malce nenavadno situacijo? Jaz bom rekel, tako čisto po domače, krajevne skupnosti so šparovne. S tem, da krajevne skupnosti imajo pač svoje sredstvo za delovanje na različnih postavkah, oziroma za delovanje za prireditve, tako naprej, tako nazaj. V krajevni skupnosti recimo pa tudi določena sredstva, bomo rekli, hranijo za določene stvari. Ena krajevna skupnost zbira za popravilo zida okrog pokopališča, ena za novo opremo v njihovih prostorih. In ta sredstva se pač na teh njihovih proračunskih postavkah se nabirajo, se tam ohranijo in ko pridejo do tega, potem pač ta sredstva tudi porabijo tako, kot jih je treba porabiti. Sedaj so jih prinesli v novo koledarsko leto. Tako. Statut občine in tudi odlok o proračunu vam dovoljuje, da nekaj odstotkov teh sredstev spreminjate po
svoji presoji. Na pobudo liste odgovorni za občino Idrija se je ta odstotek zmanjšal in sicer prej ste imeli pristojnost za 30%, sprememb pri načrtu razvojnih programov, sedaj bo ta pristojnost se končala pri 20%. Pogosto posegate po tem inštrumentu? Ja, v bistvu se posega po tem inštrumentu, ampak hec je v tem, da se niti približno ne naredi v takem obsegu, kot je dovoljeno. V bistvu, če bi bili v sumi, so sami procenti tega izkoriščenja tega načina manjši. Moram pa reči, da lista odgovornih za občino Idrija, ki je dala te predloge, se z določenimi stvarmi se moram popolnoma strinjati, ampak stvar moramo zapeljati v tej smeri, da se pravi temeljni dokument občine, se pravi statut, spremenimo v tej smeri, da pridemo do teh, bomo rekli, da tiste pobude spravimo skozi statut, da bodo legalne, ker določenih stvari, kot je bilo tukaj predlagano, tudi pri enem izmed amandmajev, ne moramo iz navadno večino, bomo rekli, preglasovati statuta občine Idrija, ki je pa sprejeti z dvotretjinsko večino. Tako da v prihodnjih mesecih, letu, bomo rekli, predvsem statutarno pravno komisijo in vse tiste, ki bodo to predlagali, čaka delo, se pravi, da se dogovorimo, kako se določene stvari spremenijo, da bodo še bolj transparentne, kakor so. Od 8 do 25% pa lahko spreminjate tudi ostal del proračuna. Po svoji presoji oziroma po svetovanju. To so pač določene prerazporeditve, ki se pokažejo tekom leta, se pravi, recimo v okviru družbenih dejavnosti se ene postavke preloži na drugo postavko, ker se določena postavka se je pokazalo kot podhranjena, se jo da pač na tisto iz ene druge in potem se pač... Stvar je s tem vsaj malenkostno živa do te mere, da ni treba za vsak, bom rekel, 1000 evrov sklicati občinskega sveta, ki potrdi rebalans proračuna. Ti vaši postopki pa se vidijo ob polletnem poročilu. Tako, in ob letnem poročilu. Zdaj smo pa se odločili še tu, da bomo še posebej tisto zbirko teh sklepov, ki so, še posebej objavljali, tako da bo vse spotoma vidno, kar se tega tiče. Ob drugem branju proračunov ste obravnavali 10 amandmajev, dopolnil. Vse so napisali v listi odgovorni za občino Idrija. 10-krat ste, oziroma so občinski svetniki rekli ne. Ja, kaj ne drugega rečem. Amandmaji niso bili sprejeti. Mislim pa, da smo skozi te amandmaje, če me reči popularno, naslovili tiste probleme, ki jih določeni prebivalci vidijo in si jih bomo mogli o njih tudi resno pogovarjati. Njihov predlog je bil, da bi v načrt razvojnih programov, tam so zapisane dolgoročne investicije, vpisovali samo projekte, ki imajo gradbeno dokumentacijo, dovoljenje. Ja, mogoče bom rekel, v preteklosti v Idriji nismo bili najbolj pozorni na izdelavo vse te dokumentacije, se pa zadnje čase smo se, bomo rekli, pa poboljšali in mislim, da gremo v tisto točko, ki je ta prava in po vseh predpisih. Predlagali so subvencije za kredite za malo gospodarstvo, še posebej za turizem, ki je v teh časih v resnih težavah. Zakaj niste sprejeli? Oziroma gostinstvo, bolj kot turizem še, ne? Gostinstvo, tako ja. Gostinstvo. Ja, vedeti moramo, da vse take subvencije so v bistvu se štejejo kot državna pomoč, ki morajo biti prijavljene skozi inštrumente državne razne, tega pa mi zaenkrat nismo imeli in z veseljem bomo to naredili za prihodnje leto, za letos pa tega ne moramo, se pravi, bomo naredili skozi rebalanse. Ja, korenito se povečujejo sredstva za inšpektorat, za redarstvo. Predlagali so, naj se občinska uprava ta administrativni del ne širi pravzaprav, ne? Ja, širjenje, bomo rekli, je eno delo tega problema. Moramo reči, da smo imeli določene zaposlitve, ki so imele sredstva z projektov do sedaj. Če pa hočemo določene dejavnosti, ki smo se jih začeli v zadnjih letih ohranjati, ne da bomo rekli, zdaj pa tega konc, se pravi, moramo pa te ljudi
zaposliti na drugačen način in jim moramo tudi plačati, oziroma dati plačo na drugačen način, to je lahko zdaj v tem trenutku pa samo s proračunom. To pa ne pomeni, da ne iščemo vseh živih možnosti in projektov, na katerih bi pridobili sredstva za poslovanje. Se pravi, zdaj, spet smo pri temu, toliko sredstev moramo zagotoviti v proračunu, ampak če bomo sredstva dobili drugje, bo na tisti postavki malo rezerve, ki bo lahko porabljena tudi za kaj drugega. Opozicija je predlagala, da se znižajo sredstva za krajinski park, za to vstopno točko in da se ta denar nameni za dvorano v Črnem vrhu, ki je tudi potrebna neke sanacije. Ja, dvorana v Črnem vrhu je definitivno potrebna sanacija, treba se pa bolj konkretno še dogovoriti, kako postopoma. Pred leti, ko smo mi ta objekt sploh pridobili od Kmetijske zadruge Idrija, so se določena dela že začela izvajati, od fasade na eni izmed strani te stavbe do menjave oken. Letos so v planu novi tlaki v določenih prostorih. Za naprej se bomo pa dogovorili, vemo, da je dvorana stara, dvorana je energetsko potratna. Je pa nažalost tako, da takih dvoran je v občini Idrija en par, ne? In bomo mogli nekako skozi prioritete in skozi se pravi možnosti stvari sanirati. Sama vsebina v Črnem vrhu pa je silno pestra. Ja, v Črnem vrhu definitivno imajo cel kup delujočih društev, ki to dvorano vse skozi uporabljajo. Tako da sem obljubil in bomo se tudi pogovorili, kako in kaj naprej. Moram pa še nekaj reči za nazaj, kar so govorila. Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Ja, tam so, bomo rekli, predvidene nove zaposlitve. Vedeti moramo, da inšpektorat in redarstvo, v katerem so trenutno 3 zaposleni, deluje od 1. septembra do območju občin Idrija in Cerkno. Na ta način pokrivajo 426 kvadratnih kilometrov oziroma dobrih 16.000 prebivalcev. In če bomo hoteli določene stvari urediti, ki se jih da, bomo rekli, določene samo z redarstvi in z inšpekcijskimi nadzori, bo treba to službo pojačati. Če bi pokrivali še eno občino, 3 skupaj, ja, bi vam država del stroškov povrnila? Točno tako. Moram pa reči to, da v preteklosti se, še pred mojim prihodom na občino Idrija, se ni povezalo s bilo katero drugo občino in trenutno imamo okrog občine, ki so že vse v nekih drugih medobčinskih zgodbah. In tako ta denar ni dosegljiv? Ja, trenutno ne. Opozicija je predlagala tudi opustitev gradnje ceste za hotelom Didič in novega pločnika v Rožni ulici, skupaj 130.000 evrov, za toliko so rekli, naj se zmanjšajo krediti. To ni bilo sprejeto. Ne, ni bilo sprejeto. Jaz sem tudi ta eden izmed tistih amandmajev, za katera sem jaz najbolj proti, kajti zavedati se moramo, da je praktično območje Rožne ulice, tisto zadnji za Nanosom, Didičem in Menzo, pa domače rečeno, območje, ki je eno zares redkih v občini, kjer se še lahko gradijo večstanovanjske stavbe. Glede na to, da je lastnik tistega območja pripravljen tam v prihodnjih letih zgraditi 3 objekte s približno 20 stanovanji, mislim, da mora iti tudi občina toliko naproti, da se to omogoči, pa ne s tem, da bomo mi investirali tam. Mi bomo investirali, ampak posredno bomo mi pobrali komunalni prispevek in tisti denar, bomo rekli, investirali v izgradnjo javne infrastrukture, ne pa infrastrukture, ki je neposredno del teh 3 objektov. Pred glasovanjem ste opravili tudi splošno razpravo. Zanimiva je bila razprava Mirande Grof-Ferjančič, ki v tem proračunu ni videla nobene prave usmeritve. Kako odgovarjate na ta očitek? Jaz bom tako rekel. Ja, jaz osebno nisem napisal, ne šliš narobe, prostega spisa, kakšna je moja vizija. Če pa človek pogleda skozi postavke v tem proračunu, ki sem ga predlagal,
pa lahko vidimo, kaj so poudarki. Se pravi, infrastruktura, ceste, športna infrastruktura, ki je zelo, bomo rekli, podhranjena pri nas, kulturne dvorane in pa tista stvar, ki je tudi zelo razvidna iz proračuna, zdravstveni dom. Mi moramo nujno v prihodnjih letih, oziroma že letos, priti do konca sanaciji avstrijskemu delu zdravstvenega doma, da tja preložimo oziroma premaknemo določene dejavnosti iz obstoječega rumenega zdravstvenega doma, ne ta novega, bomo rekli po domače, da v objektu novega zdravstvenega doma, bomo rekli, damo ambulante družinske medicine na en konc, kar se tiče pediatrije na drug konc in spodaj desno, kjer je zdaj že urgenca, pridobimo prostor za satelitski urgentni center, ki naj bi bil skozi strategijo tega tudi videli, se pravi eden od nekaj več kot 10 urgentnih centrov naj bi bil v Idriji, naj ga bi financirala tudi država 100%, moramo pa mi za to zagotoviti prostor, kjer se bo to dalo narediti. Očitali so vam tudi, da ne planirate gradnje stanovanj za mlade družine, kar najbrž ni povsem res, saj v dijaškem domu se pripravlja projekt, ne? V dijaškem domu je projekt praktično pripravljen. Nimam informacije, je bilo v zadnjem tednu, dveh tudi že vloženo za gradbeno dovoljenje. Moram pa reči, da so se projektanti debelo leto ukvarjali samo z legalizacijo vseh prizidkov in prezidav, ki so bila skozi leta in leta narejena v dijaškem domu. Se pravi, ko pridemo ko smo prišli, tu smo pa prišli do tega, da je ta objekt zdaj popolnoma legalen, se lahko gre v samo vložitev za gradbeno dovoljenje. Govorimo pa v dijaškem domu predvsem o približno 14 stanovanjih, ki naj bi bila v večini namenjena mladim, saj taka je moja vizija, in ostalim delu dijaškega doma, kjer pa bi po moje še ohranjali mladinski center Idrija in njihove dejavnosti, ki je pač tudi potreben v takih okoljih. Občinski svetniki so glasovali za proračun za letošnje leto 14 glasov za, 6 proti, za prihodnje leto 13 za, 7 proti. Imate solidno večino v občinskem svetu? Jaz ne bi rekel, da imam večino. Jaz mislim, da toliko ljudi je videlo, da je ta proračun, ne bom rekel odličen ali pa dober, ampak da je usmerjen v tej smeri, da občina gre pač tako naprej. Pa vendar so predlagali v opoziciji tudi pojačano javno razpravo o pripravah proračuna in tudi o porabi. Kako komentirate to zamisel? Jaz nimam popolnoma nič proti in to tudi podpiram, moramo pa to stvar spraviti v poslovnik in statut občine, ki pač to določata. Javna razprava je potrebna. Bomo rekli, tudi zdaj je proračun javno objavljen, zmeri predlog in za prvo branje in za drugo branje. Če se bi pa vmes ali še prej vzeli še 14 dni, bomo rekli prav za javno razpravo, pa po moje zelo vidno. Že prej smo govorili nekaj tudi o zdravstvu in zdravstvenem domu. Pred dnevi so tam spet opozorili na pomankanje zdravnikov. Teh ni dovolj. Zaupate vodstvu zdravstvenega doma pri urejanju te nehvaležne situacije? Ja, zaupam. Res se trudijo in trudimo se tudi mi. Moram pa reči, da pač bazen, v katerem so zdravniki, je v Sloveniji praktično prazen, razen teh, ki na novo prihajajo. Bazen zdravnikov, ki prihajajo iz nekdanjih južnih republik, se tudi prazni, ker če nekdo pride, bomo rekli, do nas 600 km, mu ne pomeni nič, če gre še 400 km naprej. Moram pa reči, da po mojih informacijah recimo tudi slovenski zdravniki dobivajo vabila z raznih severnih držav, če bi se šli k njim. Bom rekel, dober teden nazaj sem bil na letni skupščini Društva Alpskega mesta, tam smo tudi govorili o temah, ki so, oziroma o problemih, ki so naši skupni, in tudi zdravniki so problem, tako v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Franciji, še najmanj v Nemčiji, ampak
vsi naslavljamo praktično iste izzive. Štipendije bojo rešile problem na dolgi rok. Upam. V javnosti je tudi predlog za omejitev števila mandatov. Župani naj bi bili poslej lahko izvoljeni le 2-krat. Ja. Kako komentirate ta predlog? To je predlog Piratske stranke. Komentiram ga lahko pa tako, da če bo to sprejeto, sem zdaj trenutno zadnji mandat, ne bom nič užaljen. Moram pa reči, da ravno veliko kandidatov, bomo rekli, ob obilici dela, ki ga imamo župani, po moje, se ne bodo prav zelo tolkli med sabo, zato da bi na to delovno mesto prišli. Treba je povedati nekaj. Sam to še povem. Ko prideš na občino kot župan, če nisi prej recimo vsaj podžupan ali nisi vsaj v občinskem svetu, da priješ do tega, da razumeš ta sistem tega delovanja in države in lokalnih skupnosti, ni to v enem tednu ali pa enem mesecu, ampak rabiš en par let, da res ugotoviš, kaj so tiste najpomembnejše stvari. Ni me sram tega priznati, ker govorim z množico županov po Sloveniji in vsi smo bili na istem. Tako da ni zdaj to ravno obrt, ki bi jo lahko, pri kateri bi lahko z leta v leto oziroma z mandata v mandat nekoga zamenjeval. Obeta se ukinjanje upravnih enot. Kaj bo to prineslo Idriji? Ja, po zadnjih informacijah se nič več ne dogaja, kar se je zdaj v zadnjih tednih, tako da trenutno je stvar zamrznjena po mojih informacijah z včerajšnjega dne. Najbrž pa bo dostopnost za občane ostala enaka v vsakem primeru. Mislim, osebno bom rekel nekaj. Ne vem, kaj sploh spreminjamo, glede na to, da se govori o istem številu nekih izpostav, o istem številu zaposlenih. Jaz mislim, da je zdaj sicer po moje bila stvar malo slabo komunicirana, ampak več informacij tehtnih o tem, kaj se bi dogajalo, bi moglo priti prej v javnost, preden se je samo reklo, da se gre v ukinjanje oziroma v spreminjanje. Ja, komuniciranje, to je kar zapletena stvar. Zelo pomembna stvar. Tako. V letošnjem proračunu imate rezerviranih 27.000 evrov za plačo honorar 2 podžupanov. Ko ste bili zadnjič tukaj v studiu, ste rekli, da jih boste imena povedali takoj po sprejetju proračuna. Nam poveste danes, kdo bosta podžupana? Danes še ne bo imena. Je pa tako, da možnost imam imeti 2 podžupana, ni pa rečeno, da bosta 2 podžupana. Bo pa do naslednje seje oziroma na naslednji seji, ki bo 13. aprila, bom pa povedal, kdo bo podžupan. Čeprav v pisarni dosedanjega podžupana že sedi nov sodelavec, je to prava smer? Tam ima svojo, bomo rekli, izpostavo državni svetnik, Andrej Poglajen. Bomo videli, kako in kaj. Tomaž Vencel, hvala za ta pogovor in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in srečno. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.